Reli v Novem Vinodolskem in slovenskim in hrvaškim posadkam predstavljajo zaključek letošnje sezone. Novo prizorišče, muhasto vreme in težke hitrostne preizkušnje na Kvarnerju niso obetale lahke dirke. Ta je imela precejšnjo tekmovalno težo, saj je bilo pred štartom odprti še nekaj naslovov prvakov v hrvaškem prvenstvu. V skupni razvrstitvi se je obetal obračun domačega favorita Jurija Šebalja in slovenskega podprvaka Darka Peljhana za končno drugo mesto v hrvaškem prvenstvu. Idrijčan je imel 2,5 točke prednosti pred dirkačem iz Zagreba, ki se je obenem s Sinišo Črnovićem potegoval za naslov hrvaškega nacionalnega prvaka. No, čeprav je redi v Novem Vinodolskem potekal ob Jadranskem morju, so dirkače na progi pa čakali pravi zimski pogoji. Dež, sneg in veter so organizatorjem pokvarili načrte. Ena izmed hitrostnih preizkušenj, ki so jo načrtovali visoko nad Kvarnerskim zalivom, je bila prekrita z ledom in snegom, te tako še najbolj podobna zahrbtnim cestam na reliju Monte Carlo. Podlago so tam čistili, a je njena izvedba več čas visela v zraku. Dodatno težavo so prinesle nezavarovane konjske črede, ki so se več čas prehajale po cesti. Led, poledenel, zadnji brzin, sploh sredina brzinca je čist led, nekje 4 cm čistega ledu, gor voda se zadržuje, burja na vrhu, konji na cesti. Po vrhu se je oblovila malček poletce, tudi redo, še največ težava, mogoče ogromno divjih panjev in ne veš, kje te bo kakšen čakal. Zdaj še nisem imel te, mislim, da 2 leti nazaj smo v Avstriji pelali nekaj, da je bilo mičken, tako da je bil sneg tak zvožen, da bi bil pa prav let, koliko je tukaj gor, pa še nisem. Razen pač tistih 8 km, tiste je pa res fantastičen. Malo takih brzincev je tukaj, tam okoline so še eno, tam moram reči, da ja, tukaj na Istaru pa taki, ta halibha odseka, kad je tistih 8 km še nisem pera. V Novem Vinodolskem je bilo izpeljanih le 6 hitrostnih preizkušenj. Z njime je najhitreje začel prvi favorit Juraj Šebal, ki je imel sicer nekaj težav s turbinskim polnilnikom, a je vseeno dosegel najboljše čase. Precej bolj zanimivo je bilo boj za drugo mesto, kjer so se Darku Peljhanu pridružila še Miha Richter in Siniša Črnojević. Richter je sprva izbral napačne gume, a v dežju vozil odlično, saj nudi Peljhanu pravi odpor. Med Slovenci je bil boj za visoko mesto še Sašo Vucić, ki je tokrat spet sledil v svojem Mitsubishiju. V skupini A je že 5. mesto naslov prvaka prinašalo Aleksu Humarju. Ta se je sicer hotel boriti za zmago, a je moral po pribiti gumi predati v boj Marinu Galiču. Humarju je vseeno tudi 3. mesto zadoščalo za naslov prvaka. Ob progi smo videli tudi nekaj dirkačev, tokrat v vlogi gledalcev, med njimi slovenskega in hrvaškega državnega prvaka Tomaža Kavčiča. Prijetno je biti tudi gledalec na reliju, razen tega smo danes imeli srečo, smo si izbrali en dober ovinek in smo videli že kar nekaj akcij, čeprav je komaj 10 avtov mimo. Sem vesel, da sem tudi kot gledalec lahko na reliju, pač rad nekaj ampak fanti se peljajo dobro, vsi so dobro rešili avto, zdaj še imeli nesreče, čeprav se mi zdi, da par gledalcev čaka ravno to. Dež in gosta megla sta otežila pogoje v prvem delu relija, ki ga je s prednostjo 21 sekund dobil Juraj Šebal pred Darkom Peljhanom. Oba sta bila videti s to uvrstitvijo povsem zadovoljna.
Trenutno vodimo, mislim da imamo nekakvih 20 sekundi prednosti, s tim da u ovom trenutku imamo veliki problema sa turbom jer smo zadnji brzinac smo vozili jedno 5-6 km bez turba. Sad da li je crevo od turbine otišlo ili baš turbo otišlo, sad ćemo vidjeti kad mehaničari otvore. Prvo hitrostne preizkušnje smo vsi mislili, koliko bo razmetavala nas, ampak je bil več problem asfalt, ker je res bil hlad, kot je že rekel Humar včeraj, da so žable avtocesta zažuvali, pa bom rekel res držijo. No, ta druga hitrostna pa megla, tako da je dejansko težko za odpeljati, ampak ok, na koncu koncev rezultat zaenkrat čisto redo. Čeprav je moral po okvari menjalnik odstopiti, je bil na progi med najbolj atraktivnimi zlovami Teslejko. Letos je imel sezono mešanih uspehov, tukaj pa je na spolskem asfaltu spet drsel v slogu Žana Renotija. Vprašanje ostaja, v kakšni vlogi bomo Slejka videli v prihodnosti. Letošnjo sezono smo kar zadovoljni, pač glede na vse te odstope in probleme, ki smo imeli, smo se še vse dobro izteklo. Tako da pač je že konec letos, ni več popravnih izpitov. Naprej bo zdaj jasno vse po tej dirki, obstaja možnosti, da zaključamo se vozniško kariero, da bomo videli sproti, kaj bomo. Kaj bi se želel bi po eni strani, da bo vozil še zmeraj pač eno prvenstvo in zraven sodeloval pa enim projekti, ki naj bi se drugo leto v Sloveniji začel. Ker je Slejko brez konkurence tudi najbolj nasmejan dirkač, da se je zanimalo, če mu do odličnih časov pomaga tudi dobra volja. Nam dosti pomaga, pač vse skrbi, kar imaš, jih preko smeha pozabiš, tako da itak nam ne pomaga, če smo žalostni, vseh njih pač odvoziti moraš, ali s problemami, ali brez jih. Na polovici relija je začelo močneje deževati, kar je med maloštevilne posadke prineslo nemalo napetosti. V kratkem servisnem postanku je bilo potrebno pripraviti prave gume za odločilne 3 hitrostne preizkušnje. V tem trenutku si vodilne posadke napake niso smeli privoščiti. Dej, ne vidim, kam na vidi! Ventil, fal! Dečki, ventil nije tu. Evo, ovo je zdaj nam njegov mesta. Povsem drugačne skrbi pa je imel Darko Peljhan. Dež ga ni motil, a po okvari ležaja na zadnjem levem kolesu je moral dokončno priznati premoč Šebalju. Peljhan je moral celo pošteno pritisniti na plin, da je po časovni izgubi spet prehitel Richterja in osvojil potrebno drugo mesto. Juriju Šebalju v boju s Peljhanom in Crnoviča zmaga ni pomagala. Po odlični predstavi je njegova prednost znašala kar minuto in 20 sekund. Na zmagovalni stopnički sta se Šebalju pridružila še Peljhan in Richter. Sašo Vucić je bil 6. V skupini A je s 3. mestom naslov hrvaškega prvaka osvojil Alex Humar. Podobno je v razredu A5 uspelo še Miki Preku. Slovenske posadke so tole letošnje hrvaško prvenstvo končale skoraj po poljem izkupičkom, sedaj pa čaka zimski premor in pripravlja na novo sezono. Iz novega vinodolskega za Avtomanija TV GRP.